Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. V parku Škocjanske jame so 8 novim lokalnim ponudnikom podelili certifikate znamke UNESCO biosferno območje Škocjanske jame, s čimer se je skupno število certificiranih ponudnikov povečalo na 17. Namen projekta je spodbujanje trajnostnega razvoja, varovanja narave in ohranjanja kulturne dediščine ter krepitev lokalne skupnosti. Znamka, ki jo spremlja slogan Tu sem doma, združuje ponudnike z območja 4 občin: Divača, Hrpelje, Kozina, Ilirska Bistrica in Pivka. Letošnji prejemniki se ukvarjajo z dejavnostmi, kot so čebelarstvo, pridelava marmelad, sirupov in žganih pijač, izdelava keramike in lesenih igrač, fitoterapija, fotografija ter izobraževalne storitve. Certifikat pridobijo ponudniki, ki izpolnjujejo določena merila trajnostnega delovanja, kakovosti in lokalne vpetosti, o izboru pa odloča posebna komisija. Poleg priznanja pridobijo tudi dostop do izobraževanja in strokovne podpore parka Škocjanske jame. Biosferno območje, prej znano kot Kras, je bilo letos preimenovano in razširjeno. Zajema širše območje okoli Škocjanskih jam ter spodbuja dejavnosti povezane z naravi prijaznim kmetijstvom, raziskovanjem, izobraževanjem, obrtjo in turizmom. V Sloveniji delujejo 4 tovrstna biosferna območja: Julijske Alpe, Kozjansko in Obsotelje, Mura ter Škocjanske jame. Krajinski park Sečoveljske soline se je za nekaj tednov zopet pobarval v rožnato, saj so ta delček slovenske Istre znova obiskali navadni plamenci, ki so na tem območju v zadnjih letih že stalnica. Letos so opazili med 200 in 300 osebkov, praviloma pa so tukaj v času prezimovanja, v jesensko-zimskih mesecih, včasih pa tudi do meseca maja. Zadržujejo se pa v teh bazenih, torej zapuščenih bazenih, ki se še zdaj uporablja za zgoščevanje morske vode, kjer se prehranjujejo, torej hranijo se z rakci, solinarskimi rakci, z manjšimi ribami in drugimi organizmi, ki jih najdejo v vodi. Največ zanimanja je letos zabeležil prav poseben gost, ki so ga na slovenskih tleh opazili prvič. Večinoma gre za tega navadnega plamenca, ta naš evropski, torej domorodna vrsta, je večja jata. V preteklih dneh jim je pa za nekaj dni samo pridružil tudi ameriški plamenec, to je v bistvu prvi podatek za Slovenijo. Je to vrsta, ki je sicer tudi v Evropi redka in se pojavlja v različnih mokriščih, v Italiji, Španiji, Franciji. Je pa to verjetno eno od osebkov, ki je prišel iz ujetništva in se pridružil jati naših domorodnih plamencev. Kakšne so njegove posebnosti, v čem se razlikuje od navadnega? V barvi, tako da je bistveno bolj rožnato obarvan, drugače pa ga lahko, vsega ne moremo več videti tu, je pa razlika očitna, ki izstopa v primerjavi z ostalimi našimi plamenci. Sečoveljske soline so kot mokrišče zelo pomembno območje, saj nudijo hrano in zavetje, ptice pa se na dolgih selitvenih poteh tu ustavijo, da si odpočijejo in napolnijo z energijo, v primeru slabega vremena pa tukaj najdejo tudi zatočišče. Vzdržujemo seveda primerne nivoje vode, tako da je hrana na razpolago in seveda je pomembno, da tudi v bistvu strani obiskovalcev, torej da ni motnje, torej moramo tudi izvajati v naravi nadzor, ker se seveda ni treba, se ne smejo obiskovalci zadrževati izven urejenih poti, ki so v obiskovanju namenjene, ker bi seveda z zahajanjem splašili in tudi lahko poškodovali kakšno žival. Ljudje upoštevajo vse pravila? Je kar nekaj kršitev, zato gledamo, da smo tudi prisotni na terenu in skušamo zaveščati, ker mogoče marsikdo ne ve, da se ne sme na določenih delih zadrževati, tako da res naprošamo, da se zadržujejo ljudje na urejenih površinah, ki so namenjene obiskovanju in na učnih poteh. Niso pa plamenci edine ptice selivke, ki obiskujejo park. Popisujemo torej, kot sem rekla, vse, zdaj recimo v jesensko-zimskih mesecih se poveča število tako čapelj, mala bela čaplja, velika bela čaplja, siva čaplja in številne race se potem pri nas pojavijo. Zlasti v času, ko se na območju celinske Evrope vode zaradi nizkih temperatur zamrznejo, recimo kakšna jezera, se potem vrste, ki se ne selijo sicer na daljše razdalje, pomaknejo južneje, ker pri nas vodne površine ne zamrznejo. Potem je hrana na razpolago cel čas. Zanimive živali in mirno območje kar kličejo po obisku in sprehodu v naravi, a kot je vodja krajinskega parka že omenila, z upoštevanjem pravil.
Pred 2 letoma so silovite poplave razkrile veliko težav, med drugim tudi nizko stopnjo digitalizacije na področju upravljanja voda, ki sicer omogoča preglednejše, odzivnejše in bolj trajnostno upravljanje. Direkcija Republike Slovenije je v Grand Hotelu Bernardin organizirala konferenco, kjer so strokovnjaki predstavili dobre prakse, najnovejše trende sodobne tehnologije ter aktualne izzive digitalizacije vsebin in postopkov na tem področju. Predvsem želimo vzpostaviti eno sodobno arhitekturo, ki je nekako priznana tudi v svetu, temelji na mikrostoritvah, kar pomeni, da je čim bolj distribuirano okolje, se pravi večkrat uporabljene iste rešitve, kar znižuje jasno stroške. Uporabljamo tudi, tehnološko se izrazil, event-driven tehnologijo, to je dogodkovno sporočilni sistem, ki bo predvsem uporabljan v delih, kjer govorimo o IoT napravah, kjer govorimo o senzorjih, kjer lahko zelo hitro prihaja do podatkov, se pravi s terena, in na tak način se lahko zelo hitro odločamo za naprej. Nadaljujemo tudi tako, kot je omenila ministrica za digitalno preobrazbo, v želji, da vzpostavimo en sodoben sistem, ki bo res namenjen širši javnosti in bo tako res zagotavljal, kar se tiče boljše odpornosti na vremenske spremembe. S področjem voda se po katastrofalnih poplavah Ministrstvo za naravne vire in prostor še posebej ukvarja, nas pa je zanimalo, kako projekt poteka pri preprečevanju oziroma reševanju problematike poplav. Predvsem v tem prvem delu je tisto, kar je zelo pomembno, kar se tiče dobro modeliranje, se pravi uporaba digitalnih dvojčkov, se pravi potem neka optimizacija podpori odločanju. Vemo, da se naši presojodajalci odločajo na podlagi teh obstoječih podatkov z dodatnimi podatki, se pravi tudi s terena, z neko časovno komponento, bo vsekakor ta zadeva lažje dosegljiva. Govorci so predstavili tako kratkoročne kot dolgoročne cilje, s katerimi bo Slovenija ostala v vrhu digitalizacije na področju voda. Kratkoročni so vsekakor uvesti te tehnologije, ki bodo predstavljene, tudi že končne rešitve. V sklopu projekta e-graditev se predvideva do konca leta uporaba nove informacijske rešitve za izdajo vodnih mnenj, kar bo pospešilo same postopke na področju gradbenih dovoljenj. Tako da to je tista prva faza, je pa zelo pomembno opolnomočenje vseh, ki bodo v tem delu sodelovali, ne samo širše javnosti, ampak predvsem je treba poudarek dati na zaposlenih, da razumejo, v katero smer gremo. Omeniti velja, da so bili v prijetnem ambientu na konferenci poleg domačih tudi tuji strokovnjaki iz Nizozemske, Nemčije, Avstrije, Srbije ter tudi Bosne in Hercegovine. Včeraj sta v parku Škocjanske jame, promocijsko-kongresnem centru Prnanetovh, potekala slavnostni podpis projektnega partnerstva ter novinarska konferenca pred začetkom realizacije novega kohezijskega projekta Za Kras 2, ki je nadaljevanje uspešnega projekta Za Kras. Na slavnostni prireditvi so prisostvovali predstavniki vseh partnerjev, in sicer vodilni partner Park Škocjanske jame ter ostali Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Mestna občina Koper, Mestna občina Nova Gorica in občina Hrpelje-Kozina. Poslušajmo, kaj so glavni cilji projekta. Na tem območju bomo obnovili okrog 200 hektarov travišč, obnovili bomo 15 kalov in drugih vodnih teles, omogočili boljše prehode za dvoživke, očistili 5 jam, obnovili 1000 metrov suhega zidu in z obnovo ostrešji na gradu Richenberg tudi izboljšali pogoje za kotišča za netopirje. In seveda imamo še dosti drugih aktivnosti, ki se bo zgodile v 4 letih. Projekt je sofinanciran iz Evropske unije, drugi del je financiran strani države. Občine v projektu bojo res naslavljale raznolike naravovarstvene ukrepe, tako da sodelovanje z občinami bo ključno v tem projektu Za Kras 2.
Skupna vrednost projekta je nekaj manj kot 5,5 milijonov evrov, sofinanciran pa bo iz evropskih sredstev. Svoj kamenček v mozaiku pa bo pripadel tudi mestni občini Koper. V tem projektu smo si zadali kar nekaj prijetnih nalog. Ena izmed teh je vzpostavitev interpretacijskega centra za naravno dediščino Kraškega roba v vaškem domu Gabrovica, preko katerega bomo začeli tudi z samo obnovo celovitega doma. Potem pa bomo vzpostavili tudi 3 vstopne točke, ker bomo uredili na sonaraven način parkirišča. Seveda pa bomo tudi mi pristopili k urejanju oziroma vzpostavitvi travišč. Intenzivno tudi potekajo pogovori s kmeti in torej popisom vseh teh območij, kjer se bo to urejalo. In hkrati bojo v okviru tega projekta potekali pa tudi številne delavnice na terenu, ker se bomo tudi dotaknili pobude krajanov z tega območja in sicer za vzpostavitev krajinskega parka. V primerjavi s prvim projektom za Kras je nekaj razlik, saj bo vzpostavljenih več hektarjev travišč. Če se je v prejšnjem projektu zavarovalo električne napeljave za sove, bodo tokrat osredotočeni na travniške vrste, kot so hribski škorjanc, vrtni strnat, veliki skovik in smrdokavre. Poleg ptic pa bo projekt močno vplival tudi na jame. Projekt bo namreč poskrbel za očiščenje 4 z nevarnimi snovmi onesnaženih jam in enega brezna, s čimer bodo izboljšali habitate človeške ribice ter vir pitne vode. V projektu bomo v parku Škocjanske jame največ pozornosti namenili traviščem, kalom in suhim zidovom na površju. Z novo vzpostavljenimi travišči in z obnovljenimi suhimi zidovi ter kali bomo povečali mrežo obnovljenih habitatov za ogrožene vrste in pomagali pri obnovi kulturne krajine Krasa, kot je bil nekoč. Stanje nekaterih ogroženih vrst na Krasu je, kot sem že omenila, res kritično in ukrepanje je nujno. Suhi zidovi in kali pa niso, če lahko tako rečem, samo življenjski prostor za različne vrste, ampak so tudi živa dediščina, ki nas opominja na sožitje človeka z naravo. Navsezadnje je človek s svojo dejavnostjo sooblikoval Kras skozi zgodovino. Verjamemo, da bo tudi ta projekt uspešen in bo za naravo poskrbljeno na pravi način. O nasilju je treba govoriti, je bilo osrednje sporočilo okrogle mize Skupaj proti nasilju, ki je včeraj potekala v koprski knjižnici. Na dogodku so se zbrali različni strokovnjaki s področij, ki so spregovorili o mitih, znakih nasilja pri žrtvah ter o vlogi skupnosti pri pomoči in preprečevanju različnih oblik nasilja. Ponavadi se zgodi, da je policija tista prva na kraju, ki intervenira v določeni družini. Je pa tle pomembno omeniti, da policisti morajo prepoznati to nasilje. Tukaj bi mogoče izpostavila, da se v zadnjem obdobju je ogromno anonimnih prijav. Mogoče je to neka dobra posledica tega, koliko govorimo o nasilju, pa se oseba noče izpostaviti z imenom in priimkom, kar je v redu. Tako da dobimo veliko klicov, ko oseba želi ostati anonimna ali tudi pisno na pošti, kjer opozarjajo, da se v neki družini dogajajo ene stvari, ki nakazujejo na nasilje v družini. Težko je samo v primerah, ko je tako slabo opisano, za katero družino gre, tam smo nemočni. Ker dostikrat imamo eno ime in eno veliko mesto in je nemogoče, da bi ugotovili, za katero družino gre. Med najpogostejšimi miti o nasilju so prepričanja, da se nasilje dogaja le v socialno šibkejših družinah, da so žrtve izključno ženske ali otroci, ter da bi žrtev, če bi bilo nasilje res hudo, že odšla. Pogosti znaki, ki jih lahko opazimo pri žrtvah, so spremembe v vedenju. Pri odraslih se to kaže v zapiranju vase, pri otrocih pa na primer v slabšem učnem uspehu. Zunanji opazovalci takšne spremembe pogosto spregledajo ali menijo, da to ni njihova stvar, zato se raje ne vpletajo. Nasilje se še vedno zelo pogosto upravičuje, in tako na več nivojih. Se ni mislilo tako, kdaj se skregajo, otroci potrebujejo strogo
roko in recimo take izjave, čeprav mogoče na prvi pogled niso nič kaj takega, zelo normalizirajo neko nasilje. Žrtvam sporočajo, da je njihova izkušnja nekaj, ne vem, običajnega. In opažamo, da je v bistvu, ko pride do nasilja v družini, da je še vedno res to, da je nasilje nekaj skritega, zasebnega, da je to nekaj, kar se ne vtikuješ v to. In tu je potem ta tišina okolice, ki je največji zaveznik nasilja. Ne? Zato je potrebno spregovoriti in v društvu to tudi vedno na glas zelo povemo. In zasledujemo to, da je skupnost, odziv na nasilje je skupna, ne samo žrtvina. Okolje ima moč, da žrtev opogumi in nasilje razkrije, ali pa okolica nasilje ohranja. Prav zato je ključnega pomena, da imajo žrtve nasilja ustrezno socialno podporo. Skupnost lahko ustvarja občutek varnosti in prav v varnem okolju je večja verjetnost, da se žrtev ne bo počutila osramočeno ter bo lažje poiskala pomoč. Laboratorijska medicina je pomemben del zdravstvenega sistema in stoji v osrčju medicinskega odločanja, saj predvidoma 60 do 70% odločitev temelji na podlagi laboratorijskih izvidov. Obiskali smo laboratorij v ortopedski bolnišnici Valdoltra, kjer izvajajo analize biološkega materiala ter prepoznavajo mogoče bolezni pacientov. Zagotavljamo laboratorijske preiskave za naše paciente in sicer ob sprejemu, po operaciji in na koncu, pred odhodom domov, zato da zagotavljamo, da se njihovo zdravstveno stanje ni bistveno spremenilo oziroma poslabšalo. Zagotavljamo 24-urno varstvo, zaposlenih nas je 6, izvajamo pa preiskave na področju biokemije, imunokemije, hematologije, hemostaze in analitiko urinov. Plus še določene dodatne preiskave, ki so pa v manjšem obsegu. Laboratorij je opremljen s sodobnimi avtomatskimi analizatorji, ki so točni in zanesljivi ter zaposlenim omogočajo hitro analizo vzorcev. Trenutno pričakujejo nov hematološki analizator, ki bo prišel do predvidoma konca letošnjega leta. V zadnjih 20 letih je laboratorijska medicina doživela skokovit razvoj, tako tehnologije, kot samih novih pristopov, novega znanja. In dejansko danes imamo vrhunske aparature z zelo kakovostnim pristopom oziroma izidom, ki nam dejansko omogočajo zelo hitre, kakovostne in zanesljive rezultate. Delo laboratorijskih strokovnjakov pa je ovrednotenje oziroma priprava analizatorjev za to, da delujejo pravilno in potem ovrednotenje rezultatov in pomoč zdravnikom in konec koncev tudi pacientov za izboljšanje oziroma za doprinos k njihovemu zdravju. Dnevno opravijo vzorce 60 do 80 pacientov, na letni ravni pa izvedejo okoli 250 tisoč preiskav. V laboratoriju je trenutno zaposlenih 6 oseb, kar je po besedah vodje dovolj kadra, hkrati pa spodbujajo mlade, da se odločijo za poklic v zdravstvu. V 6. krogu prve ženske odbojkarske lige sta se v osnovni šoli Koper na praznični prvonovembrski dan pomirili ekipi Luke Koper Volija ter Formisa. Šlo je za tekmo začelja prvenstva, saj sta bili pred obračunom ekipi na zadnjih 2 mestih. Domačinke so od prve sekunde zaigrale preudarno in prvi niz pridobile po samo 14 minutah z rezultatom 25-7. V drugem so Štajerkam dopustile 13 točk, medtem ko so tretjega dobile s 25-12, tako da se je tekma zaključila po natanko 1 uri igre.
Pri Kopru je največ točk, 14, dosegla Iza Koren, medtem ko sta jih Lea Lazar in Naja Kukman vknjižili 11. Pri gostujočih odbojkaricah, ki s samo 1 točko ostajajo prikovane na dno, je bila najučinkovitejša s 6 kapetanka Naja Šalamun. Koprčanke so po 4 zaporednih porazih v istem tednu slavile 2-krat, saj so pred tem zmagale tudi v osmini finala pokalnega tekmovanja pri Šentvidu. Z drugo prvenstveno zmago so na 6. mestu preskočile Ankarančanke, ki so v petek izgubile pri državnih prvakinjah v Mariboru s 3-0. Ta je trenutno na 2. mestu za Novo Gorico, 3. pa je kamniški Kalcit. Jutri bodo na račun prišli vsi ljubitelji primorske odbojke, saj se bo ob 19. uri začel obalni derbi med sosedoma na lestvici, Ankaranom in Luko Koper. Obeta se izjemno zanimiva tekma 2 izenačenih ekip. Spomnimo, lani so vse 4 tekme pripadale Koprčankam. Mladi balinar Luka Sedmak, član balinarskega kluba Antena Portorož, je na svetovnem mladinskem prvenstvu v balinanju Rafa, ki je potekalo v francoskem Plantelu, dosegel izjemen uspeh. Pod vodstvom Nika Švare je v natančnem zbijanju osvojil bronasto medaljo in tako znova potrdil svoj izjemen talent. V torek so na balinišču Antena na Belem križu Izolanu pripravili tudi veličasten sprejem, čestitkam pa se pridružujemo tudi sami. Poglejmo delček uspešne zgodbe. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. V soboto 8. novembra se bo v Kopru ob 17. uri začela delavnica sodobnega plesa z naslovom Arhitektura mehkobe 2, ki ga organizirata Kulturno-umetniško društvo Format in Umetniško-raziskovalni inštitut za ples in gib Divje ptice. Ob 19. uri pa bo v Kosovelovem domu v Sežani sledil stand-up večer Lala Life s Perico Jerkovičem in Robertom Petanom v produkciji City teatra. Na isti večer ob 20. uri pa bo v gledališču Koper na sporedu predstava Bilo je nekoč na Brionih, ki jo prinašata kreativna produkcija Joca Art in beograjski Bitev teater. Ob 20. uri in 30 minut pa bo v Centru mladih Koper potekal energičen koncert Scream Obala, na katerem bo nastopila emo-violent zasedba Zbruc, screamo post-hardcore skupina One ter emo-hardcore band Falesija. Naslednji dan na nedeljo 9. novembra pa bo ob 10. uri in 30 minut v auditoriju Portorožju prizorjena gledališka predstava za mlade Zločin v Blatnem dolu, glasbena detektivka v koprodukciji Slovenskega komornega glasbenega gledališča, Cankarjevega doma in auditorija Portorož. Ob 19. uri pa bo v Stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kopru sledil orgelski koncert Mirka Butkoviča in baritonista Evgenija Ledžadri Galana. Ob isti uri pa se bo v Kulturnem domu Izola pričela plesno-filmska predstava Etera, ki obenem obeležuje 20. obletnico plesnega studia Erato. Prav tako na torkov večer ob 20. uri pa bo v auditoriju Portorož na sporedu komedija Agencija za razhode v produkciji Špas teatra. V sredo ob 19. pa v Kulturnem domu Izola sledi filmska projekcija filma Podvodno kraljestvo v deželi faraonov in pogovor z avtorjem Andrejem Voje. V petek 14. novembra pa bo večer razgiban. Ob 19. uri bo v auditoriju Portorož predstava Balada o trobenti in oblaku v produkciji Mini teatra in AGRFT-ja. Ob 21. uri pa se lahko odpravite v Hangar bar, kjer bo potekal večer elektronske glasbe, za katerega bo poskrbel DJ Tedexon. To je z naše strani vse, hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič.
To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.